Te je? Te je? Ja. Razširjena slovenska planinska pot, 6. del, tokrat gremo pa na Slivnico na 1114 metrov nadmorske višine. Slivnica se dviga severno od Cerkniškega polja in Cerkniškega jezera in je v osrčju Goriškega, Notranjskega in Snežniškega hribovja. Izhodišče je bilo na urejenem parkirišču nad vasjo Grahovo na 620 metrov nadmorske višine, tako da bo višinca nekje slabih 500 metrov. Na začetku je treba kar pošteno zagrist v klanc, se hitro dvignemo, potem se pa nekje pod 1000 nadmorske malo izravna in lepo postopno dviguje. Tukaj sem šla iskat ta spomenik, pa sem se kar precej spustila, ampak markacije so bile za pot dol. Kakšne table pa naprej za spomenik pa ne več, tako da če kdo ve, kje to je, pa kakšen je spomenik, kar napište v komentarje, če pridem še enkrat pogledat. Coprniška jama. V jami pod vrhom Slivnice naj bi bivale coprnice, kar je opisoval že Valvazor. Tukaj se je po zimi vlažen in topel zrak dvigal iz jame in se kondenziral v meglo, zato so domačini verjeli, da tukaj coprnice kuhajo točo pa nevihte, kravam naj bi kradle mleko, letale so na metlah in tako dalje. In že pred 130 leti je nastal zapis, kako naj bi že 200 let nazaj potekale romarske procesije do te jame, vsak binkoštni ponedeljek, ko so jamo pokropili, obkadili, odmolili, postavili so mlaj s križem na vrhu, hoteli so jo tudi zadelati z veliko skalo, da nevihta ne bi mogla ven iz nje. Zdaj ne vem, ali jim je to uspelo, pa so jo zadelali, ali je bila ta jama vedno taka. Jaz sem pričakovala, da bo temno, sem si vzela na glavno lučko sabo, da se pa ne morem pred soncem skriti. No, naj pojasnim. To sploh ni coprniška jama, je samo nedokončan izkop za štabni bunker Rupnikove linije iz leta 1940. Pravo jamo bom šla iskat drugič. Malo pod vrhom stoji dom na Slivnici na 1075 metrov nadmorske višine, ki je dostopen tudi po cesti. Dom je v juliju in avgustu odprt od četrtka do nedelje in ob praznikih, ob njem pa se nahaja še polnilnica za e-kolesa. Slivnica je greben na severovzhodni strani Cerkniškega jezera nad naseljem Cerknica. Dviga se od gradišča z 858 metri nadmorske višine pa vse do Velike Slivnice, najvišji vrh s 1114 metri. Južna in jugozahodna pobočja so nerazčlenjena in delno poraščena z mešanim gozdom, severna pa se strmo spuščajo proti dolini Cerkniščice, kjer so kopali kremen in ga vozili v Glažuto na Javornike. Ob vznožju grebena najdemo več kraških izvirov. Žica je, pazi.
Na vrhu je opisna skrinjica, klopca in oddajnik. Z vrha pa razgled ni najboljši, je pa zato toliko boljši od planinskega doma. Svetloba počasi preliva se v noč, prepušča ji moč. Že nekaj metrov pod vrhom, pa tudi iz planinskega doma, lahko občudujemo razgled nad Cerkniškim poljem in jezerom, ki pa zdaj ni jezero. Gre namreč za presihajoče jezero in je eno največjih v Evropi. Na njem je možno v enem letu ribariti, veslati, se sprehajati in kositi travo. Jezero je praviloma polno 8 mesecev v letu in ko je v njemu največja količina vode, ima površina približno 35 kvadratnih kilometrov, s čimer pa je največje jezero v Sloveniji. Cerkniško jezero je bilo prvič omenjeno že v antiki, pojavlja se na prvih zemljevidih iz 15. stoletja. Z njegovim opisom pa je Janez Vajkard Valvazor postal član v londonski kraljevi družbi. Tukaj je zibka krasoslovja in izrazov Kraško polje in presihajoče jezero. Te je? Te je? Ja. Fejst. Ja, do stopala sem začutila. Delamo krožno pot in sicer sledimo markacijam za Radlek do ruševin cerkve, kjer se bomo potem odcepili dol za Grahovo. Je pa bilo do zdaj treba že 4-krat prečiti električnega pastirja. V tem zadnjem delu se lahko 2 prečenjem izognete, pa greste ob pastirju, da se vam ne zgodi to, kar se je meni pri prvem prečenju. Gremo mimo Svetega Miklavža. Pot nazaj nas pelje mimo cerkve Svetega Miklavža, ki je bila zgrajena konec 15. stoletja, je gotske zasnove in ima zvonik na preslico. Je pa ta cerkev kar trdoživa. Cesar Jožef II. Je ukazal cerkev zapreti, vendar so jo čez nekaj let zaradi prošenj faraonov ponovno odprli. Konec 19. stoletja je bila poškodovana, nato so cerkev obnovili, med drugo svetovno vojno pa jo je poškodovalo več italijanskih granat. Ta pot se mi ne dopade najbolj, tako da jo odsvetujem. Za tiste, ki vztrajate do konca, še malo statistike. Prehodila sem 7 km, naredila dobrih 500 metrov višinske razlike, hoje pa je bilo za približno 2 uri.